Živijo, sva Lučka in Matijas. in to je KM Show! Pozdravljen v KM Show. Teden je naokoli in mi smo spet nazaj. In kot zmeraj je čas za Infokanal. Tako, in današnji Infokanal začenjamo z dogodkom, ki se bo izvajal 28.1. Konkretneje zgodba o uspehu z Moniko Hrastnik. Drugače, verjamem, da še to ne veš, zato bom ti zdaj jaz povedal. Monika Hrastnik je zelo uspešna kolesarka oziroma zelo uspešna tekmovalka v gorskem kolesarjenju. In mi bomo imeli ta privilegij, da se bomo lahko z njo pogovarjali, zato da bomo nenazadnje vam, gledalcem, ponudili čim več informacij o tem relativno neraziskanem športu. Se priješ učiti? Boš ti to imalo? Ne, jaz pridem poslušati, oziroma konkretno napovedoval, ampak to nima veze. Drugače pa ni to najbolj za mene, no jaz bolj po mestu, pa tako košara, pa pol noter zelenjava s tržnice. To je to, ne. Si pa ti vegan. Skratka, ja, v bistvu mi je to bliže, ni tak fejst, tak ekstremni adrenalin za mene, no. Za vse ljubitelje adrenalina pa verjamem, da bo to paša za oči in za ušesa. Nas pa čaka v bistvu še en športno obarvan dogodek, in sicer 3. februarja med 6. in 7. uro bomo na Zoomu spremljali jogo. Torej, čaka nas en tečaj vinyasa joge ali dinamične joge, ki je v bistvu primerna tako za začetnike kot za nadaljevalce, ne. Pa vemo, da zdaj še posebej, ko bo izpitno, se lahko hitro malo si pod stresom, pa tako ne tako, da se malo umirimo, nadihamo, razgibamo, ne. Bo pa z nami Patricija, ki je v bistvu certificirana vaditeljica joge, tako da jaz sem prepričana, da to bo super. Bomo v dobrih rokah, ne? Bomo v dobrih rokah. Jaz grem tudi. Ti? Ti, Pa samo malo, pa zdaj bo spitno, pa se veš. Je to moč res, ja. Skozi tu, ne, pa zdaj si še tako računalnik not, pa da se malo... Ja, to res joga bo, ne? Ja, ne. Ja. Več informacij pa seveda najdeš v opisu. Servus, David! Drugače pa na Instagram je nas izzval David, kateri je v bistvu objavil prav na feed, da mu je zmanjkalo, da mu je kulica zrknila, ne? In je tegal nas in seveda pogreša našo kulico in zato, David, ti KMŠ podarja novo pune vtrgano kulico. Sam po njo moraš ja, pet, ne? nisem ravno hotel reči, kar pridi si po njo. Prav, jaz sem po oni kuli prišel. Evo ti jo. Tu imaš jo. Pa fuj, te nismo pričakovali, samo zdaj, če si že tu, ne, daj pri, pa rečemo kako. Evo, kulico, če si prišel, ne? Hvala. Ful nepričakovano. Moramo te napovedati, ne, za tiste, kateri še te ne poznajo. Se Pa pravi... se sam predstavi. Povej nam ti, kdo si. Jaz sem David iz 3. B, pa ko bom velik, bom šel na gimnazijo. Torej sem radijski novinar in moderator obenem, ukvarjam se stand-up komedijo, s podcasti tudi, imam svoj podcast, delam pa na Radio City. Te pa že imamo v bistvu kar prvo temo, ne, za pogovor in te pa nam malo več povej, kak si prišel do radia, kaj konkretno tam delaš. Ja, radio ima program redaktorstva, v bistvu pripravnikov, tako da vsake pol leta so zame 5 ali pa 6 ljudi, ki se potem tam javljajo na telefon, ob tem pa se pač učijo, ne, vsega, kaj radio pač je, ne, in potem tisti najbolj perspektivni ostanejo, če je seveda plat za njih, ne. Tak sem jaz tudi takrat ostal, sem se začel učiti za moderatorja, prvo v nočnih terminih, potem smo šli na vikende in potem v bistvu čakaš, da se odpre mesto v programu za tebe, no. Tak se je, potem sem pač postal večerni moderator, zdaj da oktobra ali septembra pa še delam novinarsko delo poleg, tako da križam. Pa si v bistvu že od malih nog želel delati v nekem takem, na tem področju, ali si se v bistvu potem za to odločil zgolj, ko si ta program videl, ali... Veš, kaj je bilo, jaz sem že večkrat sicer pisal neke prošnje, pa nikoli ni ratalo za radio, zdaj, da bi si od malih nog želel glih ne, bolj je bilo, ful so mi začeli govoriti, ne, ti imaš pa lep glas, ti bi pa res mogel, pa sem ok, meni se sicer nazdi, ne, za meni je več normalni glas, ampak ok, vrej, pa sem šel, ne, fajn je, da se najdeš nekaj, kaj je pač tvoj talent, ne, tako če si 2,10 metra, pač greš basket špilet, ne, nekako je normalno. Ja, in potem sem pač prišel do tega
do te točke, no, kateri nisem si pa glih od malega mislil, da na radiju, da je delo. Pa si zdaj v bistvu se še vidiš v teh vodah, ali se ti zdi, da bo, ne vem, en dan pač prišel tam, ko boš rekel, ni več to za mene, bi šel. Ne, pač kak fajn mi je se pogovarjati z ljudmi, ne, bilo kak, ne. Tudi stand-up je v bistvu to, ne. Tudi podcasti so to, radio je to, tako da meni je ful fajn, ne vem, vrej občutek, imaš noter v sebi, ne. Tako da ne bi šel bi. Super. Se poslušaš, ko prideš domov, kdaj za nazaj? Ne. Najhujša stvar na svetu, vse je poslušati. Ja. To pa je res, ja. Mislim, časi gre posnetek, ne, zapravi ti posnameš in potem gre to v eter in sam sebe čuješ, ko govoriš, ne. Grozno, pač izklopim vedno, ne. Edino kaj, stand-up nastope si pa pač moreš, ker si, ne, primoran, da se učiš iz tega, da vidiš, ki so se smejali, da se potem spomniš, ne. Se posnameš in pol doma gledaš, to je pač tudi ono, tak 10 minutni posnetek lahko 2 uri gledaš, ne, gre si na pauze, malo pauze, fakt, gre skozi. Ja, jaz ko gledam, kaj me šoje za nazaj, pa sem tak. Čudno je sami sebe čutim, pa gledaj, pa se kam tako roko. Veš, jako se ti včasih Jaz tudi zdi, ne gledam za nazaj. včasih, ko snemamo, kaj se ti zdi dobro, tako dobra fora, pa gledam posnetek, pa sem tak, Ja. mogoče ne najboljše, ne. Pa zdaj, če smo še glih pri radiju, ne, torej, ko delaš na radiju, v bistvu vi se učite izgovorjave, ne, neke te standardne retorike, daš nekaj o tem povej. Ja, tako ste imeli Deichmana, ne, ko je razlagal za vejice, ne, imamo mi pač izgovorjava dosti bolj pomembna, ne. Verjetno, ja. Čeprav je dosti bolj domač radio, kot kak nacionalka ali pa karkoli takega, ne, dosti bolj govorimo po domače, vseeno moraš nekako dajati vtis, da nisi zdaj neki Pepi iz gostilne, ne, ko pač, ker da govori, ne. Tako da neke osnove moraš znati, pa iz teh osnov potem kršiti pravila, kot se reče, ne. Se pravi, da znaš. Ja, ampak moraš vedeti, kak pa kdaj danes zveniš neprofesionalno, ampak da pač veš, da ne. Verjetno vam je važno tudi to, kdaj je glas gor in kdaj je glas dol, ne, da ne zvenite tako neki roboti. Ja, to valjda, ne, ampak kar se tiče slovenščine in izgovarjamo, ne vem, od začetka se tako učiš, da je promet, ne, da ni promet, tako mi rečemo, kar je vsem ful čudno, ne. Enkrat nas je en klical, en poslušalec, kaj je prometna šola, ja, gospod, bo treba malo slovenščina, spet ne nazaj. Ti imaš en, ne vem, to verjetno gledalci zdaj ne vejo, ti imaš en svoj način planiranja, ne, en svoj to-do list, ne. Ja. Kak, boš malo razložil o tem, pač kak si prišel do tega? Ja, planer imam. Ja? In pač tako so planerji dnevi od ponedeljka do petka do nedelje, ne. Se tega jaz držim, vse posod sem pač pišem, pa pač, ne, si napišem, idi to pa to narediti, pa več je krogec, ne, in pol ko naredim, ali pa, če sam na pol naredim, si ga na pol poštriham, drugače pa pač celega, ne. In to je ful verjetno, ker naraš v glavi držati vseh stvari, ko imaš za narediti, to lahko na druge stvari študiraš, pa nič ne pozabiš, ne. Tako da, mogel sem si pospraviti malo glavo, ne, da je šlo vse to skupaj in podcasti na radio in stand-up in še vse ostalo, kar prije, sem si mogel pospraviti v planer, zato da ne rabim iti v glavi, pa pač, ne. Ko grem peš po mestu, lahko še delam pač na bedarije, če Kako so ceste danes prazne? Ja, in David, med drugim si omenil prej, kaj vse počneš v življenju, poleg teh milijon eno stvari, tudi da soustvarjaš podcast, ne? Če se motim. Zdaj tvojega partnerja pri podcastu, kako se naj izrazi, smo že imeli v bistvu prvi oddaji, ki imaš od oka, če se ne motim, ne, Jure Verberja. Evo, zdaj pa še druga polovica tega podcasta, nam boš še o tem moče malo več povedal. Da. Ja, dansko ideja se je zgodila tamle, dansko za šankom, ne, ker Verber je časih prišel po kafe, jaz sem tu delal kot kelnar in smo se debatirala, ne, bla, bla, bla. In vem, da sem jaz razlagal, da bi jaz imel podcast, on je razlagal, da se noče meniti z ljudmi, vmes, ko je tetovira, ne, pa ma pol pač prišla, kaj če je pa skup to naredil, ne, se jaz menim, pa se ti narabiš, ne, imam podcast, tak je prišla ta ideja, dansko smo se tamle to menila, za šankom, ja. Se pravi, dejansko stojiš za tem, da je pisarna res prostor novih idej. Za mene je bila, mislim, še je, no, načeloma se še ni zaprla, ne, ampak zdaj, ko... Mislim, ja, seveda. Ja, zdaj, ko je korona, pa kot se ne smemo tu družiti drugače, ampak ja, načeloma sem bil vsak dan tu, ne, pa delo, pa pisal, ne samo kelnaro, ampak tudi za sebe, ne. Ja, v bistvu je podcast med tetoviranjem, torej, ne, zgodba je dolgometražen, seveda imamo tudi po 3 ure, ne, snemamo v eno,
Zdaj smo začeli sicer rezati, da so krajši deli, da je bolj prebavljivo, ampak načeloma hočem nekako en naraven pogovor sestaviti, da je čim bolj tako, kot bi bilo. Ne? Pa zaradi tega, ker je pač tetoviranje in je tak nek poseben intimno vzdušje se postavi, neko tako bi rekel, tudi kakšne zgodbe prijajo, kot drugače mogoče ne prišle. Ne? Tako, fajn, ne, mislim, dansko se menimo več tako kot ljudje brez telefonov, ne, 3 ure, to pač. Ja, to je res redko. Tako da... In imate kar v bistvu kar znane goste, ne smo se, da je bila pevka iz Tabujev, recimo. Ja, Eva je bila, ker najbolj Nastja iz Malinca. Ja, Nastja je bila. Kaj pa se zgodi? To me zdaj tak. Kaj se pa zgodi, ko torej se nekdo pride tetovirati, ne, in potem je ta proces tetoviranja krajši, kot je vaš pogovor. Kaj pa se kar dalje pogovarjate? Meni, polno reka zdaj. Si pa torej prej omenil tudi, da te je zaneslo v stand-up vode, ne? Daj še malo nekaj o tem povej, ne? Ja, še je bil, band smo imeli takrat, pa pol tisti band ni šel nekam daleč, no, nismo se več, manj smo vadili, sicer smo se vedno vsi ful kolegi, no, marsikjer band se skrega, mi pa smo še vedno kolegi, ampak nekako več nisem več dalo, nekak je motivacija šla. Jaz pa sem že pred tem ful študiral, ne, pač to enkrat probo, ne, mogoče enkrat nekaj, ne vem kaj. Vem, da ko sem bil mlajši, sem videl enkrat Georgia Carlina, ne, pač na YouTube, sem to pa je nekaj, ne, filozofija v komediji noter, ne. In pol, ker je šel band tak nekam tja, sem imel ful več cajta in sem začel pisati, oziroma stare zapiske, ko sem že 100 let si pripravljal, sem začel rejati, pa sem se odločil, da bom šel pač enkrat nekam, ne. Pa sem začel sploh googlati, kako to sploh narediš, ne, kam te greš, moraš poklicati na štuk, pa reče, da vi, ko imate 400 ljudi, ponovadi ne sprijem nekaj povedati. Gre, ne, zato so v Sloveniji tudi odprti mikrofoni, oziroma večeri novega, ne. In takrat v Mariboru še sploh ni bilo, jaz vem, da nekje sem prebral članek, ko je Bergant not razlagal, da obstaja en klub Desetka, kjer pač to je, ne, večeri novega. Pol sem to začel googlati, ne. To tam, ko je Pleskovič tudi nastopil, ne? Ja. Vsi smo tam v bistvu, ne, razen tisti, ki so starejši, ko še tega ni bilo. V glavnem, jaz sem potem šel googlati, ne, kdo pač je to, pol je to Andrej Težak Težki, ne, ki je pač tudi komik in agent in vodi Desetko, ne, sem njemu pisal, ne, tako bi lahko prišel, valjda prije, ne, okej, in tole, ne, en torek zvečer si se pelal v Ljubljano, tole stare Desetka, to prav oni zadnji nastop, ko so že imeli v stari Desetki, ko je bila plesni studio je bil in so bile tako ogledala po eni strani, ne, pa zvečer so pač naredili oder, pa pač luči, pa je bil stand-up plac. Ful grozen nastop, res ful grozen, ena starejša ženska pred mano je razlagala nekaj, kako bo započasi umrla, pa je kaj, ne. Zavediran folk, jaz ne vem na odru, kaj delam, nekaj sem zrecitiral, sem šel dol, pa sem tako, fuck. To je bilo to. Potem sem si malo pauze vzel, ne. Pa čez poletje so pol šli sicer nekam gostovati, ampak jaz nisem hodil, pa pol prišla jesen, sem prišel na radio, pa sem pol tako študiral, pa sem bil to spet, ne, veš, mislim, da že res dolgo nisem bil. Pa sem šel decembra, v novo Desetko, že ko pa res pač proper klub, ne, izgleda tako treba, vse je prav naredilo, šel tja, pa bilo ful fajn, ful vreden nastop in potem sem rekel, okej, zdaj 6 mesecev pač šel vsak mesec enkrat, pa bomo videli, kaj bo z tega, ne, pač bomo videli. In po me je pa že tek, ne, februarja tako zagrabilo, da sem v bistvu pač rekel, okej, to je to, ne, to pač se splačenca delati, ne, tako, ne zaradi denarja, tak, definitivno ne tako zaradi glave, da se imaš fajn, ne. Tako da, to so bili dejansko začetki. Februarja je pa dejansko bila tu prvi stand-up tu, ne, odprti mikrofon. Na tistega sem se tudi prijavil, pa sem bolj tudi nastopil, tako sem prišel v bistvu v pisarno. 3, 4. In zdaj je čas za... Spoznaj nas. Spoznaj nas. Ti bi tudi mogel narediti. Ne bom. Če smo se zmenili malo... Dobro, okej, dobro. Zato, zakaj sem prvi. David kot gost, ne, lahko najprej ti poveš, ne, smo ti že obrazložili. Nemo zdelali, da svoj fun fact. Ja, na nosnico ne moram dihati. Razen, če se tako malo potegnem. Pol se lukna nareje, pa lahko diham. Nos sem si zlamil na fuzbalu oziroma na futsalu. Soigralca sem priletel vsem šusom z nosom, tako tu zadaj.
pa sem ga malo zajahal in sem si nos zlamal, ja. Tako da zdaj ne morem dihati, ne, na nosnico. Tako samo z desno. Ja. Pa to se ne gre zdravstveno to porihtati. Ja, lahko si ga še enkrat zlomim, ne, pa ga pol še enkrat naravnajo, ne. Pač hrustanec je malo zamaknen, ne. Ampak te to ne moti vsako dan, navajen si, ne? Ba jaz smrčim, samo načujem. Hvala Bogu. No, Matijas. Ja, moj fun fact pa je... Jaz bolj mislim, da še rekel, moj fant je... Ne, moj fun fact. Moj fun fact pa je v bistvu ena moja lastnost, ki Lučko konstantno moti, pa ne samo Lučko, no, tudi včasih koga, recimo, ko pri isti mizi z mano sedi in sicer, pač, jaz nisem živčen, samo pač več čas, ne vem zakaj, ampak pač, pa ni tik niti to, ker pač se lahko obvladam, ampak pač, če ne razmišljam, podzavestno pač malo z nogo migam, ne, in potem pač se oder malo trese in potem Lučka me vsake toliko samo rukne, ne, Matijas, češ, umiri se, ne, se drži 1 minuto, ne, pa podzavestno. Ampak ni živčen. Nisem pa živčen, res, jaz sem čisto umiren, čisto načil, ampak pač ne vem. Znajo pa ti dan zdaj, da fucking migaš to nogo Ja, skozi, točno, zato ker jaz kak gledam gosta, gledam na tvojo nogo, pa znam, Ja. Jaz sem pa jasna. Kaj pa ti? Jaz sem tako v bistvu že kar izčrpala svoje znanje mojih fun faktov, ampak se ne predam. Če je Matijas pri svoji grdi navadi, bom pa še jaz, ne, tu zaključila to zgodbo. Ja, že od malega si grizem nohte. Ne morem nehat, nisem živčna. Ne, ampak pač ne morem nehat, pravijo, da je to, da si pač sam perfekcionisti tako dolgo grizejo nohte, ne. Jaz sicer sama sebi ne bi rekla, da sem perfekcionistka, ne, ampak pač ne morem pa nehat. Pa sem probal, ne morem, nič mi ne pomaga, niti on, ne morem, pač grizem si nohte že 21 let svojega življenja. Okay. To je isto delam in tvoje in to. In torej, kot zmeraj, smo tudi današnjega gosta povprašala, kaj je njegova ljuba tematika, o kateri bi malo razpravljali in ti kar predam besedo, da načneš. Ja, pogovarjali smo se torej o problematiki kulture zdaj v tem času, ne. Dva pola sta, ne. Eni so oni, ko pač bi zdaj imeli denar, ker so pač doma, kar načeloma tudi ni tako narobe, ker eni dobivajo za to, ne, pač je pomoč. Drugi pol pa je ono, idite krompir pobirati, ne. Zdaj pač tako vedno resnica nekje vmes, če mene vprašaš. In ta je, da pač so to ljudje, ki so pač nekaj delali, ne, tako bi bil mizar in zdaj kar naenkrat je to, se te odklopi, ne smeš več delati. In so imeli pač to nesrečo, da so pristali tam, ki so pristali in ni tako enostavno, ne, tudi ta argument, idite nekaj druga delati, je pač, to so eni posebni ljudje, ki enostavno pač rabijo to, ne, ti rabiš občinstvo, to je kot droga, eni pravijo, pa bi se kar strinjal s tem, da rabiš ta odziv, ne, ko smo se imeli glih s Pevko Tabujo, ne, ko smo imeli podcast, je rekla, da prvi koncert, kaj so ga naredili, je bil na Celjskem sejmišču in je bil drive-in, se pravi, ljudi niso plesali, niti jih videla in nikjer so bili v avtih, pa je rekla, da prišla dol z odra in se razjokala, tako je bilo fajn, ne. To so pač eni posebni ljudje, ampak glih zato so zanimivi na odru, ne, ker pač, če bi imel navadne ljudi na odru, ne bi plačal, zato ker imaš jih sodelavce take, ne, pač načeloma, ne. So eni posebni ljudje, ki pač imajo neke potrebe po izražanju in po pozornosti, ne, ampak so pripravljeni narediti full free komad, ne, zato da ljudje plešajo, zato da pač ljudje to plačajo in se imajo fajn, ne. To je nekak ekonomija tega, ne. To so isto kot recimo, dosti je zdaj teh spletnih koncertov, ne. Ja. Pa so tudi pač potem dansko, vse je cool, pač treba se prilagoditi trenutni situaciji, ampak ni pa isto, kot da bi ti stal na odru pa nekomu pel, ne. Ja, dejansko, Pač ne vidiš ljudi, ne, mislim, stand-up je sploh taka, stand-up full pleša, ne, če vidiš neki komad, ne, mogoče ga na odru malo bolj hitro zašpila, zato ker pač je publika znorela na oni komad prej, ne boš počasi zašpilati, ne, ali pa drugače malo prilagodiš, solo drugače, to lahko narediš, ampak to so full male spremembe, ko jih tudi mala količina ljudi opazi, stand-up pa pleše, ne. Pač, veš, če ti priješ gor pa nekaj rečeš, ne, kaj vedno ponovadi pali, ne, pa se zdaj nasmejo, ker pač se jim je zdelo v tem trenutku prečrno ali pa karkoli, ne, se lahko hitro prilagodiš, pa skočiš nekam drugam, pa spet malo lepega narediš, ne. Oni pa niti ne morejo, ne, zdaj pa
rabiš to publiko, ta odziv, da jih bolj vidiš, pa da začutiš, kaj oni mislijo, pa kak jim je, ne. Prek interneta tega ni, ne. Je problem, no, mislim, kaj bo, ko bo, do mene ne ve, vsi so tu, ne. Do mene ne ve, Vprašanje kaj je tudi, ko bo zdaj bi se kao počasi se bo stanje umirjalo, ne. Vprašanje je tudi, koliko časa bo še trajalo ta čas umirjanja, preden bo lahko take stvari spet normalne, ne. In to, Ker smo ja. zdaj videli čez poletje, ne, čez poletje smo že kar na nizko stopnjo okužb prišli, pa še vseeno take stvari niso izgledale tako kot ponavadi, ne. Vse še je bilo omejeno, manj ljudi, manj možnosti, pač en kup stvari je bilo treba urediti, preden si ti sploh lahko naredil kaj, ne. Pa glih danes sem videl, mislim, da The Guardian je naredil en članek full over, da dejansko za vsaki evro, ki ga vloži Evropa v kulturo, dobi nazaj €20, ne, ekonomija. In davki in ono, da pač nekdo si kupi pir, ko si ga doreče ne bi, ker bi bil doma, ker ni na koncertu, ne. To je pač nekaj, mislim, da vino in pivo skupaj naredita takega prometa, ko ga naredi kultura, ne. Tu so zdaj povezani vsi, ne vem, tonski mojstri, kelnarji, varovanje, vse tu noč se vključuje, ne. Tega, kar zdaj ni, bi zaslužilo 20 centov na vsaki evro, ne. Tako da to je tudi dobro, na koncu koncev za ekonomijo, ne, kot tako, ne. Če ne samo zato, da pač folk more plesati, enostavno, Tako, če ne druga samo za srečo ljudi, ne. Ja, in da zaključim, pač je velik problem, no, in pač treba ga bo nekako rešiti, ne, zdaj pa na kak način, ne vem. Je pa fajn, da se ljudje zavedajo, no, da ni to kar tako, ne, lahko en dan greš na tržnico delati en dan, pa si pol spet nazaj kitarist, ne. Je tako. To je moje mnenje. Omenil si tudi, da je tako Veterinjski dvor, ne, da je tudi tu prijetno nastopati, med drugim si tudi tu nastopal nazaj na našem dogodku, našem stand-up, mislim na frišnem stand-upu, če se ne motim. Dvakrat je bilo v bistvu, enkrat je bil Žirjal, pa Papič, pa jaz. Tako. Enkrat so bili pa Perica, Brigant, pa Kokošar, samo sem se vcumil zraven. 5 minut na rejem sem šel tako, da ja, lahko, ko si glih ti. Ja, mislim, drugače je, zdaj pač, takoj po karanteni, ne, ko so ljudje že mogli na razne sedeti, je bilo malo čudno, ne, pa mogo si malo enostavno drugače se publika odziva, ko niso čisto skupaj, ne, ker če se nekdo tebe dotika, pa se smeji, pa te trese, ne, je nalezljivo, ne. Pač mislim, Comedy Store v Londonu je za 200 ljudi, gre jih noč 400, ne, pod predkoronskimi pogoji, samo zato, da so čim bolj nagužvani, pač to je res nekaj najverjetnega, tako imaš tako mizico, imaš vmes med stoli, da si pir odložiš, pa mogoče en telefon, ne, samo zato, da ste vsi blizu skupaj. Pol pa kar naenkrat na razni, je bilo treba, tako da si prej skozi treniral koje, ne, zdaj pa je prišel neka osla, ne, pa zdaj moraš osla trenirati to, kaj je prej koje znal, drugačna žival je, hočem reči, ne. Bilo je malo težje, ampak smo se navadili, meni se zdi, da se je pol kar že lepo vse poklopilo, ljudi so tudi, publike so bile razumevajoče, ker so pač, ne, razumejo, da ti moraš zdaj to delati, kaj se včasih, pa so se pa glih tako navadili, pa smo se glih tako smejali, pa je komedija še vedno komedija, pa smeh še vedno smeh bil, no. Je pa bilo, na tem istem odru je pa tudi stand-up oder, ne, to je bilo pa letos, zadnji večer bi mogli priti splitska scena, torej headlinerji festivala, bi mogli priti iz Dalmacije, največji njihovi komiki in niso mogli, ker so rabili 24 ur staro potrdilo o tem, da niso okuženi, ne. Ja. Tam so bili pa vse laboratorije tako hudo zasedeni, ker je bilo sredi poletja, pa dopusti, pa bla, da nisi mogel prej dobiti v 48 urah, torej tudi če bi ti dobil to, je bilo toliko staro, da ko so prišli na mejo, ne več mogli preko, ne. Ja. In pol je več Slavko Škvorc, ne, producent tega odra, pač kar je rekel meni, tam, ko sem pač vsak dan hodil, ne, pač snemati ljudi, je rekel, kaj ti tudi nastopaš, zdaj pa te prije, ne, pa bomo neko lokalno sceno zbrali, pa sem priš, pa je ful zakon, ne. Ja, ker tako slučajno, pa sem kar mikrofon vzel dol z odra, mikrofon pa kar šel naprej snemati. Na en drug odr, pa sem prišel nazaj pa svoje lastne ljudi, ko sem jim stand-up govoril, sem pol spraševal, kak je pa bilo. To so res odzivi iz prve roke, ne. Ja, tako da, ta odr je ful verjetno, upam, da bo čim prej nazaj spet odprti. Mi tudi. Tudi mi. Mi tudi. Ja, med drugim izdajamo tudi eno tako v bistvu na nek način manjšo skrivnost in sicer na Facebooku se je v zadnjih 2 letih
pojavljalo en kup takih zelo posebnih dogodkov in v bistvu avtor teh posebnih dogodkov je David. In ti dogodki so bili zelo tudi na Facebooku obiskani. Ne? Namreč, Na Facebooku? Ja, na Facebooku, ja. Zajebance je bilo, v bistvu je bilo, ne vem, predavanje, nekdo je prdnil, kaj naj storim, pa sem dal sliko od Simona, takratnega aktivista tu, ne, samo nosnemu sliko, pa je več, so ljudje stiskali, ne, ker je več, ko ti stisneš, valjda, vsi tvoji kolegi vidijo, ne, ne, fake dogodek, ne. Meni je bila zelo tista všeč, ne, predavanje, kako razumeti Prekmurce. Ja, to je bilo, pa vem, eno so pa res ful zagrabili, to je bilo pa predavanje na glavnem trgu o ravni zemlji, ne. In koliko je imelo to dosega? Koliko ljudi je? Največ je bilo 6 čukov. 6,000 ljudi. V eni točki je na občinski strani bil moj dogodek, ker delam na radio, ne, pač sem si šel vsak dan pregledati, kaj so kaj dogodki, da bom kaj povedal, pol zvečer, ne, in pač en dan grem na mariwr.si, pa na Kultura, pa tek moj dogodek, predavanje o ravni zemlji. Ok, fajn, pa se smela na 15 minut sam sebe. Dobro. Ja, bravo, dobra fora. Ja, ampak tisto so eno so resno vzeli, ne, ker so pa šerali, pa sem šel gledati, zato to šera, ne. Mislim, da se pa zabavali, ljudje pa sem gotovil, da imamo ene par flat eartherjev, Mariboru, pa šerajo. Okay. Žrebom. Ona mrtva zdaj. In zdaj je čas za žrebanje. In zdaj je čas, da izžrebamo tudi nagrajenca naše najne zadnje nagradne igre. In sicer buteljke vina, ki ga podarjamo, oziroma ki jo podarjamo v sodelovanju z Lend Wines. In danes kot častni gost imaš ti to možnost, da izžrebaš, kdo bo dobil buteljko. Asistent, prosim. Evo, izvoli, zdaj samo izžrebaš. To bi sem videla, Nataša, ena. Super. Samo te in pokažeš po tam kameri. Ok. Nataša, upam, da tebe zberem, ker bo ful hecno. Nika Križiščnik. Torej, Nika, čestitke. Prosim, da spodaj v opisu videa najdeš naš infomail in nam spustiš svoje podatke, da se dogovorimo za prevzem nagrade. In upam, da bo super. Vino že v hladilniku čaka na tebe. Sorry, ker ne znam svojega priimka prebrati. Tako, in prismejali smo se do konca še enega KMŠ Talka. Ob tej priložnosti bi se rada najlepše zahvalila tebi, David, da si v bistvu čisto slučajno postal najin gost. Ja, hvala. Hvala vam. In dobil 3 nove kulice. Tako. Ena rdeča. Pa ne pozabiti lajkati videa, se naročiti na naš kanal in seveda vklopiti obvestila, da se lahko vsak torek družimo in nič. Sorry, še enkrat Nika. Mi se pa vidimo naslednji teden. Tako, lepo se imejte, uživajte. Ok. En aplauz. En kratek aplauz, prosim. Bravo.